Zaradi podivjanih cen energentov je pred nami negotova zima in čeprav Slovenija v trenutnem prehodnem obdobju in še posebej ob oktobrskem remontu krške nuklearke stavi na rudarje in velenjski premogovnik, je izhod iz odvisnosti od premoga neizbežen, če želimo ohraniti okolje. Najmlajše slovensko mesto, ki s pomočjo Teša ogreva 40 tisoč gospodinjstev, je na prelomnici. Na včerajšnji mednarodni konferenci v Velenju so predstavili akcijski načrt, kako doslej ustaljeni daljinski sistem ogrevanja nadomestiti z razpršenimi viri, sončne elektrarne, toplotne črpalke in v hladnih mesecih še biomasa. Da je to prava pot, je ocenil tudi Florjan Vojtek z Generalnega direktorata za energijo pri Evropski komisiji. Tudi sam prihaja iz premogovne regije iz okolice Leipziga, a kot je povedal v pogovoru z novinarko Metko Pirc, se bodo najbrž tudi Nemci zgledovali po naših rešitvah. Well, we know that in the energy crisis, like everybody and every citizen, every company and of course also policymakers are challenged by the current situation. V trenutni energetski krizi smo pred izzivom vsi, tako državljani, gospodarski sektor kot snovalci politik. Kljub temu verjamem, da bomo premostili krizo. V Evropski komisiji si trdno prizadevamo za rešitev nastale situacije, za pomoč posameznim državam članicam pri podpori državljanom in da bodo nenazadnje naši domovi tudi med prihajajočo zimo topli. Pa poglejva še naprej, bolj dolgoročno. Ukvarjate se z vprašanji vzdržljivosti, odgovornosti, strukturnimi spremembami. V kolikšni meri je po vašem mnenju v teh razmerah še mogoč zeleni prehod? Yeah, indeed. Besides the very short-term emergency measures we are facing now, and this is all important and really urgency measures at the same time. Ob kratkoročnih ukrepih, ki so v trenutnih razmerah seveda nujni, moramo ostati zvesti cilju razogljičenja do leta 2050, pri čemer želimo odvisnost od ogljika do leta 2030 zmanjšati za 55%. Evropska komisija ob tem striktno poudarja bolj učinkovito rabo energije in povečanje obnovljivih virov energije. Z ukrepoma bi lahko veliko privarčevali tudi na strani potrošnikov. To smo poudarjali že pred sedanjo krizo, trenutna situacija pa nas je naučila, da moramo biti pri tem še ambicioznejši in vztrajnejši. Vse to je pomembno za Evropo tudi v času energetske krize, dolgoročno vztraja pri okoljsko sprejemljivejših rešitvah. On the one hand, and this is very simple, they are the most cost-efficient ways to produce energy. And on the other hand, and this has been even more obvious since February this year. Po eni strani so tovrstne rešitve najbolj stroškovno učinkovite, hkrati pa bi se z osredotočanjem nanje na stari celini znebili odvisnosti od fosilnih goriv, ne le tistih iz Rusije, ampak nasploh. V nemških premogovnih regijah opažamo veliko možnosti in priložnosti za zeleni prehod, od vključevanja več in več obnovljivih virov do remontov, ki vodijo v večjo energetsko učinkovitost. Vse to prinaša nova delovna mesta in obete, da na koncu privarčujejo tudi potrošniki. Evropska komisija je v svojih sporočilih povsem jasna, treba je znižati porabo električne energije. Ampak ali res lahko živimo drugače, kot smo vajeni, čemu smo se pripravljeni odpovedati in kako naj to naredi vsakdanji posameznik? Yeah, that's a very important question because we of course have to ask ourselves what can we do, what can we contribute. To je zelo pomembno vprašanje. Ljudje se to veliko sprašujemo. Začne se že pri mobilnosti in pri tem, kako energetsko varčni smo doma. Drugo plat predstavlja načrtovanje naših domov in njihova prenova. Kako se bomo greli, bo to geotermalna energija ali toplotna črpalka, kako bomo s prenovo doma zmanjšali energetsko potratnost. Še en pomemben aspekt pa je trg dela. Zaton premogokopne industrije bo najverjetneje spodnesel kar precej delovnih mest, hkrati pa se z uveljavljanjem tehnologij zelenega prehoda, naprimer fotovoltaike, generirajo nova delovna mesta.
Zeleni prehod vsekakor prinaša nove priložnosti za to in prihodnje generacije. For this generation, but also for the generations to come. Pa lahko vidimo širšo sliko. Well, sure. What do we want to achieve? We want a healthier environment. We want to avoid the climate crisis. Ključen motiv je, da se izognemo podnebni krizi in da ublažimo trenutne razmere. Prav tako si prizadevamo za ublažitev socialnih in gospodarskih pretresov v regijah, ki bi jih utegnil zeleni prehod najbolj prizadeti. Zavedati se moramo, da so regije v zelo neenakovrednem položaju. Nekatere so močno odvisne od premoga in te bodo vsekakor bolj obremenjene, zato je tudi politika Evropske komisije, da s primernimi spodbudami in subvencijami nikogar ne pustimo zadaj. Put all our efforts to help those regions and to help the European citizens in those regions, that no one and no region is left behind. V Velenju tudi na tej mednarodni konferenci, kjer sva se srečala, iščejo možnosti za izhod iz premoga. Slovenija je ambiciozna, najpozneje do leta 2033, Nemčija denimo do 2038. Vi prihajate iz Leipziga, tudi to je premogovna regija v Nemčiji. Kako daleč je torej tam prehod? Yeah, so we look at more than 30 coal regions across Europe, and the region I'm from, the region of Saxony, central German lignite district around the city of Leipzig. Po Evropi je več kot 30 premogovnih regij. Prihajam iz Saške, iz okolice mesta Leipzig. Mesto je podobno Velenju. Njegov razvoj je bil desetletja povezan z izkopavanjem lignita. Danes se vsi strinjajo, da je to rešitev preteklosti in da to ni prava pot v prihodnost. Pred nami je torej izziv, kako preobraziti regijo. Ne le z vidika oskrbe z energijo, ampak tudi predrugačenja industrije. Kako torej podpreti manjša in srednja podjetja, da ustvarijo delovne priložnosti za vse, ki so še vedno zaposleni v energetskem sektorju in tudi za prihodnje generacije? Veliko pomembnih energetskih regij še naprej ohranja svoj primat, le da so se preusmerile v obnovljive vire energije. Na že prisotni energetski infrastrukturi se razvijajo novi poslovni modeli in zagonska podjetja, pojavlja se povezovanje z drugimi sektorji. Still there, or already there, and from that develop new business models, new businesses, startups, and potentially even links to other sectors. Zadolženi pa ste tudi za premogovne regije na Češkem, Finskem in Irskem. Po svoje se soočajo s precej podobnimi vprašanji kot v Velenju. Ugotavljate, kako to? Yeah, so for Finland and Ireland, they still have been using or use peat for district heating or electricity production. Finska in Irska še vedno uporabljata šoto za daljinski sistem ogrevanja in proizvodnjo energije. Čehi imajo 3 premogovne regije, eno na vzhodu in 2 na zahodu. Ti 2 sta povezani z lignitom. V teh regijah, kjer imajo dobro industrijo, podobno kot v Velenju, imajo perspektivo razvoja v prihodnje. Ravno močna industrija jih spodbuja k preobrazbi, s katero so se morali soočati že v preteklosti in to v mnogih sektorjih, ne le v energetskem. Imajo torej že veliko izkušenj in visoko stopnjo zavedanja. Vse to je povezano z naložbami, inovacijami, raziskavami in razvojem. Vidimo pa tudi, da moramo vlagati tudi v ljudi, v njihovo izobrazbo. S tem bomo ustvarili bolj raznoliko gospodarstvo, ki bo inovativno in ne bo odvisno samo od ene gospodarske panoge, kot je zdaj, na primer, premogovništvo. Those regions tend to be a bit monosectoral, focused on the energy and mining industry, and the idea is also to broaden a bit the view also of this orientation of the regional economy. S Florianom Vojtkom z Generalnega direktorata za energijo pri Evropski komisiji se je pogovarjala kolegica Metka Pirc, naša dopisnica s Savinjsko-Koroške regije. Pravijo, da problemov, težav danes ni več, da so samo še izzivi. Torej, ogromno izzivov nas čaka, sploh na polju energetike, nažalost pa časa za nove in nove debate zmanjkuje, če sploh še je kaj časa. Medtem pa v Šoštanju prav zdaj preizkušajo indonezijski premog.